Projekt Flaneuron ima namen narediti kibernetično bitje. To je združevanje organskih nevronskih celic z strojno opremo, z mehanizmom, ki se premika preko določenih programov. Projekt je potekal v sodelovanju z različnimi sodelavci, z znanstveniki, z raznimi znanstvenimi raziskavami, ki so bile objavljene, iz katerih smo mi dejansko potem črpali protokole za delo s celicami. Mogoče bi izpostavil pri tem Guy Benerja pa Nathana Thompsona, katera sta že pred leti začela delati z celičnimi organizmi, mehanizmi v okviru neke platforme Symbiotica v Avstraliji. Z Guyem smo bili v povezavi, smo imeli par pogovorov preko Skypa in on je recimo tudi svetoval, kako bi recimo kakšne stvari se lotili, tako da v bistvu na ta način so kot dobre reference ravno umetniki sami. Predvsem je dosti bistven del, da to, kar mogoče danes gledamo, ima mogoče nek tak še zmeraj je sicer umetniški prikaz, mogoče še zmeraj deluje nekako vezan na laboratorij, na neko strojno opremo, da mogoče ni ravno tako, da bi ga postavil na sredo galerije, ampak je projekt še zmeraj v tem nekem razvoju. Projekt je potekal v biotehni in je sestavljen recimo iz večjih segmentov. Eden je biotehnološki, v katerem smo razvijali nevronske celice. Kar je zelo zanimivo je, da je v bistvu to kibernetsko bitje je to neko združevanje biološkega z strojnim. Lahko bi danes govorili, da kibernetika na ta način je seveda že dolg časa v nekih manjših obsegih, recimo to, da imam jaz očala, bi lahko govorili o neki pogojni kibernetiki. Se pravi nekaj, kar pač biološkemu preko neke opreme, preko nekega orodja omogoča pač njegovo organizmu omogoča pač lažje življenje. V tem primeru se gre pa v bistvu, lahko bi govoril kot v primeru neke intermedijske prakse za oživljanje nečesa kot animacijo nekega mehanizma, ki je danes bolj povezan z biološkim. Se pravi, ni povezan kot mehanizem preko nekih zobnikov ali pa preko nekih servomotorjev, ampak dejansko tisto, kar daje podatek, je sestavni del je biološki. Recimo, in to je recimo zelo pomemben del pri tem projektu. Nevronske celice, katere gojimo, nikoli ne vemo, kakšne bojo. Kako se bojo te vzpostavile te nevronske povezave na samem čipu, kako se gojijo. In na ta način ne samo, da je to živ sistem, da ves čas raste, ampak tudi skozi različne ponovitve je vedno drugačen. Se pravi, ni odvisen kot recimo, če bi bil nek mehanizem, bi pač rekel, ta bo šel na levo, ta bo šel na desno in bomo imeli recimo vedno neko tako določeno pot. Recimo pri tem določenem segmentu tega dela, ki je pač povezan z nevronskimi celicami, dejansko govorimo o nečem, kar raste, kar je živo, kar se spreminja. Moje delo pri tem projektu je bilo nekako tehnološko podpreti vse, kar se tukaj zadaj dogaja. To se pravi, ko nekako dobimo nek signal iz celic, to se pravi iz te meje, to je multi-electrode array, ki je v bistvu petrijevka z nekimi elektrodami, pri katerih potem lahko beremo podatke z teh nevronskih celic. No in to gre potem preko računalca, potem naprej na analog to digital converter, to se pravi pretvornik, ki analogni signal pretvori v digitalnega.
Potem pa gre to naprej na 64 ledic, ker tako kot imamo na meji 64 teh kontaktov, ima tudi 64 ledic. In te ledice potem posname kamera in tudi pri tem prenosu nekako iz ledic do kamere pride do neke izgube, tako da se tudi recimo ta del inštalacije nekako obnaša kot nek biološki sistem, ne točno digitalen, ampak z nekimi manjšimi napakami zaradi vseh raznih šumov in motenj in tako naprej. Sliko s kamere interpretira program in na podlagi rezultata se potem odloči dve stvari. Prva je, kako bo naprej stimuliral celice, da bo dobil neke nove informacije. Druga pa je, kako bo v bistvu premikal mehanizem, ki leži nekako med ledicami in kamero. In tako, z vsem tem skupaj dobimo neko zaključeno zanko, to se pravi od celic, ki generirajo neke električne signale preko ojačevalca na lučke, potem na kamero in potem program nekako določi, kako se bo te celice na novo stimuliralo in imamo v bistvu zaključeno zanko od celic preko vse te tehnike nazaj do celic. Jaz sem tukaj v bistvu poskrbel, da nekako zajamem signal od nevronov. Treba je bilo narediti oziroma razviti cel sistem, kako imeti nek amplifier oziroma ojačevalec signala, zato ker smo pogruntali v bistvu original naprave, katere so narejene. Prav za to zadevo so precej drage. Pogovarjamo se o 20 do 60 tisoč evrov. Pogledali smo pa tudi, da se bi dalo to znižati, sicer malo manj natančne podatke bi ven dobili, ampak za naše potrebe smo nekako zrihtali, da se da. Kaj pa uporabljamo tukaj, je pa neka tako rekoč posodica, meja, katera ima noter enih 80 elektrod. Trenutno imamo samo en kanal, ki smo še v procesu razvoja. In si lahko predstavljate, da če rabiš 80 amplifierjev ojačevalcev, to lahko zelo hitro naraste. Že sam trenutno je že cena, če bi 80 jih naredili, že kar visoka. Tako da smo v bistvu zdaj nekako tukaj probali narediti, da imamo en amplifier še v protofazi, da zajamemo signal od nevronov preko tegale signal generatorja v mejo in potem beremo, kako se obnaša v bistvu signal, ki ga dobi nevron in kako potem niha naprej. Tu v bistvu ta zadeva. Kasneje bomo probali narediti, da so te lučke isto kot meja, se pravi, koliko imamo 88 teh elektrod in bojo ledice potem oddajale signal toliko, kako so ga zaznale elektrode. Mi stimuliramo kar nevrone, zato da dobijo nek signal in mi merimo, kako se to odziva v trenutno dvodimenzionalnem svetu, kako se v bistvu nevroni premikajo, ker so na eni plošči. So na plošči in ko mi zajamemo, se pravi, signal, ki ga stimuliramo, ta signal pošljemo v digitalni obliki naprej do ledic. In ko ledice zaznajo, se prižgejo, kasneje ga kamera zazna in pretvori to v signal v te robotke, ki se premikajo. V bistvu mi zelo nizke signale, ki so, pogovarjamo se o mikrovoltih, moramo ojačati. V bistvu mi stimuliramo, in na podlagi, kako potem nevron naprej pošlje signal, se pravi, ni čisto isti signal, kot ga mi pošljemo, je malo nihanja in ta nihanje v bistvu mi uporabljamo za premikanje
oziroma za osvetljavo teh ledic, ki se potem program, ki ga je Matic napisal, ga prebere kamera in na podlagi tega programa on začne premikati solenoide. Ime projekta Flaneuron je nekako združuje tega pohajalca iz eseja Walterja Benjamina, se pravi Flaneur, ki se sprehaja po Parizu 19. stoletja, v katerem sam Benjamin definira to mesto urbano, postaja galerija sama. Se pravi, ko se je on sprehajal po Parizu z roko v roki z Baudelaireom, v bistvu vidi tam plakat, ki je na ulici, ali pa danes bi rekli grafit, in na ta način se galerija slika preseli, ali umetniško delo se preseli iz galerije, iz salona se preseli na ulico, v urbano. To je ta paradigma, ki jo je vzpostavil Walter Benjamin. Pri tem združevanju je ravno tega se nam je zdel ta del zelo pomembna referenca, ker Flaneur, ta pohajalec in nevronske povezave, se mi zdi, da danes je to neka nova pot, mogoče ne ravno raziskana, ampak mogoče ima neko možnost v prihodnosti, ne ravno mogoče delati neke močne stvari, kot jih delajo bagri, ampak delati mogoče čisto na neki celični ravni. Se pravi, ta slika ne rabi biti v galeriji, ne rabi biti na ulici, verjetno bo tukaj nekje v nas. Nekako skozi to razmišljanje je pač ta pohajalec in to nevronsko združevanje ali pa biotehnološki del povezave z strojno opremo je ta del, ki že vzpostavlja mogoče neke vrste inteligenco. Vsekakor je tukaj umetna inteligenca v programu. Bistven del, kateri se mi zdi, je, da to, kar se bo razvijalo preko tega projekta, je, da vedno prihajamo z branjem, z raznimi pogovori, z raziskavami, prihajamo do določenih ugotovitev, da je neka ta tehnologija, katera se mogoče zdi, da je zelo zapletena, jo probamo mi ravno preko umetniškega dela približati posameznikov. Tako da v bistvu načeloma lahko bi govorili o neki citizen science, da bi čez nekaj let ljudje sami to delali, če jih zanima, in bi preko tega pač naprej gradili skupnost.